Dobro jutro. Jaz sem rekel, grem sončni vzhod vam ujet na najlepši del sveta. To je za me najlepši del sveta. Takole ob merni gladini Cerkniškega jezera. Tole zadaj je slivnica. In sem rekel, da vam bom ujel prav tale jutranji svit, ker tole je svit, pol pride pa vzhod. Pred vzhodom pride jutranji svit, malo se nam že svita, tudi tle imamo prebujenje, in se prebujamo vsi skupaj in malo se nam najprej začne svitati, pol je tema nazaj, pa pride sončni vzhod. No, ampak tole ni več svit, tle že čakamo, ko bo sonček vam prikukal. Svit je bil pa, ko sem jaz doma kavico kuhal, pa sem študiral, kaj ne vam povem, pa komu ne snemam, pa sem rekel, veš kaj, tale bo pa za vse, da gremo čez par stvari. Najbolj pomembna stvar, ki je te pomladi slovenskega ljudstva, a čemo tako reči, ne slovenskega človeštva nasploh. Konc je s tem, kar so nam prodajali za normalo, toliko in toliko tisoč let, in jaz se blazno veselim, ker je to, kar sem predvideval, upal, uvideval, razumel že pred letom ali dvema, je to, v bistvu smo tik pred balonček bo počel, pa nisem edini. Vem, da nas je kar nekaj že, ki isto mislimo, predvsem v srcu, vemo, kaj je prav. In ne vem, kdo mi je napisal za človeka, kot človeka, ne rabi noben papir, pa nobena črka v kontekstu, kaj so pravila živeti. Živeti pomeni biti. To je tako, kot da bi srna mogla imeti kakšna pravila. Aha, takole se moramo obnašati, aha, takole moram skočiti, aha, tole se je, tole se ne je. Srna ne rabi nič tega, ali pa močarat, ali pa lina, tudi pri lini je malo drugače. Ampak hočem reči, ne rabimo mi pravil in ne rabimo zdravnikov, ker imamo vse v sebi. Tudi veterina je izmišljena panoga. Vsi sloni se sami razmnožujejo in so se razmnoževali, zdaj nam pa probajo dopovedati, da krava se pa ne more, da pa more priti osemenjevalec, valjda, dinarčki spet. Denar je pokopal v bistvu to, kar je denar zgradil, enostavno še predaleč, sledi toliko denarja in jasno ti bo, kaj se dogaja. In ja, smo sledili to, mislim, jaz če pogledam, kdo ima največ denara, pa od kjemu vse te dediščine mi je hitro jasno, da nekaj ne valja. Zdaj le celo ena slovenska nanizaka je vam priletela, da kri mladih otrok pomlajuje boljš kot botoks, Pa to, veste, adrenokrom ni tam daleč stran, adrenokrom je bil tukaj pri nas in tu se mora končati. Kako res smo bili zaspančkani, kako res smo imeli zaprte oči, da nismo razumeli tega življenja, da nismo vedeli, kaj se v ozadju dogaja pravzaprav. V isti sapi so nam pa razlagali, da moramo mi v težke duhovne šole, da bomo razumeli. Ne gre za duhovno šolo, gre pa za odcepiti se. To pa ja. Ne cepiti, ne odcepiti, odnaučiti, razstrupiti, odpustiti, odvezati. Tam sem pa en ptiček podletel. Predvsem vse vezi moramo otrgati stran, ker jih ne rabimo. Nobena vez ni potrebna na nič. Mi nismo z nikomer zvezani. Smo pa pleme, ki med sabo sodeluje na osnovi moralno-etičnih nepravil, kompasa. Naša smer je imeti se lepo, imeti se dobro. Jaz rad jutra preživljam, doživljam jutra, ker je mir, ker sem sam, naj si bo doma, še rajš pa zunaj. In sem prav zaželil, sem si iti ven, sem rekel, kakšen lep dan se bo naredil. Tako, že pomlad je, ptički bojo, pa so, ampak premalo. Pridem ven, pa v avtu piše -5 stopinj. Tako da morate razumeti, da sem v enem momentu pomislil, če v sabo drsalke vzeti. Ampak brisačo pa tudi ne. Se mi zdi, da pa ipak ni to prava stvar. Tale ura me je takole zmaštrala, da sploh nisem na blef sem šel in ne vem, kdaj bo sončni vzhod, ker preveril ga pa nisem. Imamo neke aplikacije, ki pokažejo, kdaj bo sončni vzhod.
Pa ga nisem, vse nima veze. Glavno, da se prebujamo, to je najbolj bistveno. Mi plemenjaki s plemenskimi mislimi in plemenitim srcem, to ni nobena samohvala, to je definicija človeka. Tudi če človeku rečeš, da je lažnivec, ni nobena žalitev, ampak je samo definicija. Če človeku rečeš, da je narcis, definirali smo, je že kdo komu kar na blef rekel, ti si pa narcis. Ne, pa ne. Zelo precej previdni smo pri temu in tudi če nekomu rečeš, da je narcis, ni nobena žalitev, ampak definicija. Ljudje so se s tem identificirali, ne? In so pač tako delovali, ne? Prijateljčki, ne? Iste ptice skupaj letijo, vrana vrani ne izkljuje oči, jagar stolček gor drži, vse tako, ne? In mi plemeniti imamo piknik in piknik valjda na dan norcev, ne na dan lažnivcev, da ne bo pomote, lažnivci ne lažejo, kjer čejo, mi pa bomo noreli, sproščeni bomo 1. aprila, kar nekaj nas je že, pasol bomo imeli, da bomo imeli municijo, a ne? Da se lahko zoprstavimo smrdljivcem, ne, recimo, pa kruh bomo pekli, pa pice, pa take stvari, pa ogenj bomo kurili, pa nekaj se nam dež napoveduje, meteorologi nas strešijo, mi se temu ne damo, smo že pogruntali, da je to super razlog za stiskanje, a ne? Notar se tiščali v bajti, pa tudi bajta ni prav majhna, vse v redu. Dobri in zanimivi ljudje se pojavljamo skupaj, nismo se poznali, tako kot sem rekel, mi smo že združeni, sem poznamo se še ne. In to združevanje, ki ga zdaj gledamo, ne, kako so kmetje žalostni, ubogi, revčki, ne, jaz sem rekel, zdrava kmečka pamet, ta črta mi se znamo, ampak uporabljamo zdravo kekčevo pamet. Kmetje so se tudi prodali, morate razumeti, kakšne subvencije vse so padale kmetom v roke, zato da ne pridelujejo hrane, ampak da kosijo travo. Vsak normalen bi rekel, čakaj, nešto ni v redu, ne morem jaz dobiti denar za to, da ne delam. No, tudi denar so dobili zdravniki za to, da so molčali, ne da so kaj povedali navadno predavatelju, kaj plačaš, ne unmu, kaj molči. Tako da ta svet je bil glih narobe in kmetje so ga precej biksnili mim, ne. In smatram po eni definiciji, po enih predvidevanjih, da denarček več ne priteka vsem, ki so bili plačani za delovanje proti ljudem, ker da kosiš travo, pa ne vzgajaš krompirja, to je delo proti ljudem, ker mi ne žremo trave, ampak bolj krompir, peso, repo, koruzo, krompir, pšenico, svašta, sem trave, ne. No in s temi velikimi megalomanskimi traktorji, ki so vredni toliko denarja, da je za znort, ne, zdaj pridejo oni štrajkat. A veste, to je, kot da bi prišli bogataši s Porscheji štrajkat, da nimajo za kruh. Se zavedamo. Pa dobro, ni zdaj glih čist za denar, ampak že grozijo, da je kmet ogrožen. Ne? Sej ne spremljam, da ne bom. Če ste vi kaj spremljali, pol veste. Pa če pogledamo tok denarja se je očitno ustavil, ker tudi gasilcem ni v redu, pa medicinskim sestram ni bilo v redu, pa šolnikom ni bilo v redu nekaj, pa tudi upokojencem nekaj ni bilo v redu, pa zdaj kmetom nekaj ni v redu. Ne? Ja, valjda, če ni čin, ne? Kako pa bodo še lagali naprej in delovali narobe, če pa ni čin. Ne? Mi delujemo prav brez čin in podpiramo plemensko in plemenito vse z njimi v red. In tudi podprli bomo vsadzga, ki bo se odločil, da bo prestopil od tam k nam. Ampak delovati mora pa nehati narobe, tako kot so do zdaj narobe delovali. Evo ga, pa smo ga dočakali. Evo ga, Na se bom kar pustil primer, pa ga gledajte raj sonce, pa se bom jaz kar umaknil, kaj je tako bolj prav. Ne vem, če sem si par stvari napisal, skratka, tok denarja je bistvo, ne. A veš, da sem šel v svet brez svinčnika, kar mi ni v navadi. Ni res, imam tudi svinčnik. Ajej. Ja, sej ne vem. Minuta molka za sončni vzhod. Ja, pa če je kaj lepo, je pa tole. No. Jaz ne vem, kako vi doživljate svet, ampak mene to v smislu. Zaradi tega vsako jutro. Dobro jutro.
prebujamo se, sonce ima vsak dan svoj dan. On je čist na frišno začel, glih kar. Mi pa se ukvarjamo s tem, kaj je bilo včeraj, pa kaj bo jutri. Sonce nima te težave, on zdaj ima biznis. Ajej, joj, res krasno, a? To čas pa lahko pogledam. Tako, ja, delo, delati je treba delati zdraho je bilo z njihovega vidika. Delati proti ljudem je bila njihova vizija, tudi nam so utupili, da moramo delati, če ćemo živeti. Ja, ne, hudo, noro, super. Ampak mi nismo human doing, ampak smo human being. Torej bodi, je dovolj. Več kot dosti je, če si tisto, kar si. Ne pa, in tisto, kar si od nekdaj, sem skrito je bilo. Jow, sem zdaj pa mene več ni, ne? A vidiš, kako sonce, večje, ki je sonce, bolj nas spravi v senco. Se bom obrnil, tako da ne bo sonce direkt v kamero, ampak je pa lepo, ne? Evo ga naš jezerček. Jaz imam te stvari rad. Ne vem, kako imate vi stvari, kaj imate vi radi. Ampak, meni se zdi, da to je lepa gospodična. Reci, Lucy živja. Kaj si pa jela? Pokaži se, kako si lepa. Kaj sva pa Lino pustila? Ja, ona pa moče rada žrla, pa mora biti še na bolniški. Je ostala na bolniški, ker je... Ampak super, kako se je hitro zlizala, ne moš verjeti. To so ti vaški psi, ki imajo... Sorry, najbrž kaj škrtam. Takole čist primer bom pustil. Ne bom nekaj ložete na palcu, nekaj. Seba. Sem mislil, da bomo še kakšno žabo ujeli, pa jo najbrž ne bomo. Vsi bi že. Ne bo, bačo je. Čakaj, human being smo. Dajmo se zavedati, da ni bistvo, da mi stalno nekaj delamo, ker kadar delamo, mi pozabimo biti, mi pozabimo, kdo smo. Nimamo cajta razmišljati o sebi, ker razmišljamo o delu. In to je bila naloga tega sistema, da nas mede, meštra in ne da časa razmišljati o sebi. 14 dni na leto so nam dali tistega dopusta, češ, da je to dovolj, da se človek spočije, ostalo pa garaj. Lucy, a misliš, da bi jaz lahko tle? Sam še 20 minut rabim. Na, ajde vozi. Hop. Ne, tu pa ne. Bom pri Matejčku. Šarana sol, salamander. Tako, pa kaj smo glih prišli do doline, ne, mi vsi potrebujemo izkušnje. Ne, in ne šole, mi rabimo izkušnje. In Lina je dobila izobrazbo, Lucy pa, naprej, ajde, naprej. Beži izpred kamere. Lej, pa še v kofe noter, mislim, tudi ne moš verjeti, jaz sem prva, kaj se zdaj ste z računalnikom pogovarjaš, butleden. Lina ni šla v šolo, da bi izvedela, kako je salamander, torej močarat, rumeno-črn, nevaren. Pa že sama barva bi mogla biti dosta opozorilna, ampak očitno zvedavost je bila premočna. Ne, mislim, ona si je želela učne ure, ne? Ona je bila zvedava in zvedavost nas pripelje do znanja. Ne šolska izobrazba, bogi moji otroci, jaz, ki se zdaj spomnim nazaj, kako je meni bila šola ena muka. In verjamem, da je zdaj vsem mulcem čizista štala in v bistvu jim nič ne prvoščam. Prvoščam jim lekcije. Jaz bi vsakmu prvoščil, da se po prstu udari, pa se na tak način uči, da bi tle lahko skupaj otroci se učili plezati po gozdu, pa kurti ogne, pa čafotati po vodi, pa graditi imunski sistem z umazanimi prsti in nogami, z živalicami, konjički, kravicami, psički, prešički in z vsem, kar pač je narava, ne pa da so sterilizirani tam daleč stran v nekih inštitucijah, ki jih učijo, programirajo na to, da bodo profesionalni sužnji, ne? Da ne bodo kar eni, da bodo čistlih prav izobraženi, da sploh ne bodo vedeli, da so sužnji, to je ta bila izobrazba. Nima veze, hotel sem priti do tega, da je Lina dobila izobrazbo in to je njena lastna izkušnja. Ja? Jaz sem trdno prepričan, da to je bila prvi in zadnji poskus, da čokne,
nekaj tacga črno-rumenega. Mislim, da to ona ni za to. Mislim, da ga ne bo več, ne? Ker je bilo precej hudo. Res sem mislil, da bo umrla. Mislim, tako zelo slabo izgledala. Tako da izkušnja tudi za nas velja, da izkusimo stvari in to so naše lekcije. Če se obrnemo nazaj 1 leto ali pa 2, kolikrat smo zasledili, kje imaš pa ver za to? Se spomnite? Ver je tle not. Izvira iz mene. Iz vsakega od nas izvira izkušnja lastna. In če si mi kaj moramo podeliti med sabo, so izkušnje, nič dosti drugega. Katerega točno leta, na katerem zasedanju se je podpisalo kateri dokument, je blazno nepomembna informacija. Tako kot kako že limita, ko gre proti neskončno, odvod je pomnoženo z imaginarnim številom. Dragi moji, v naravi ni nič imaginarno, je vse zelo realno. V našem sanjskem svetu pa je imagination vodilo, domišljija, imagine, just imagine. In dragi moji, jaz si predstavljam lep svet že ful časa. Pravijo, da vibracija enega človeka pozitivna vpliva mnogo več, kot si upamo sploh misliti. Kaj da bi visoka vibracija enega človeka vplivala na 750,000 ljudi. Tako zdaj neka ta filozofija ali pa matematika, jaz ne dam roke v ogenj, da je to res. Verjamem pa, da je vpliv večji, kot si mislimo. Prav pa ne tako bo. Pomlad svetovnega ljudstva, si pristal nazaj, je tle. Prebujamo se vsak dan bolj. To jaz opazim, to je čutiti z vaše strani in napoveduje se nam zlom bančništva, ki je že v teku. Torej smo tu blizu. Napoveduje se nam EBS, Emergency Broadcast System. Jaz ga čakam že ful časa. Datumi niso relevantni in nikoli niso bili. Vendar, zdaj pa stvari precej napete postajajo in precej je ugibanj oziroma namigov z teh, bom rekel, verov, ki so že do zdaj lepo peljali redosled dogodkov, da se nam to zna zgoditi pa res precej v kratkem. Da bomo dobili informacijo, vsi domov, 3 do 5 ur imate cajta, da pridete domov, se umaknete, da pride vojska in porihta stvari, kar je zadnjih paglavcev, ki šarijejo s to svojo budaleštino proti človeštvu, da se mi umaknemo njim, da to porihtajo, kar je za porihtati. Mi pa dobimo izobraževalni program, mogoče je to večini vam nič novega, ampak kljub vsemu program se nam obeta, da se ukine mainstream, torej po vseh teh že znanih kanalih ne bo več gonila laž, driska, greznica in sranje, ampak resnica, kaj smo v bistvu, kje smo živeli in kaj nam je bilo skrito. Da bomo uspeli spoznati to situacijo v svetu. Vam moram pokazati, kako je to lepo. Lucy zdaj pa ti gli gužvo naredila. Da pa ne bo še Lucy za silhueto. Lepo, ne? Tork je. Jaz sem sam na jezeru. Zakaj? Zaradi tega, ker sem se tako odločil, ker sem to izbral. Vsi ostali pa si niso izbrali tega. Izbrali so si službo, tlako. Izbrali so si, da ni to v redu. Zame je to baterija. Jaz se tle nafilam. Jaz sem baterija in tle se pridem nafilati. Empati imamo to lastnost. Narcisi pa ne. Narcis tle nima kaj delati. Ker mu je dolg čas. Meni ni dolg čas nič. Mir je tisto, kar rabimo. In mir je naše osnovno stanje. Ne džumbus pa gužva. To je stvar satanizma. Naše osnovno stanje naravno je tudi kozmični orgazem. Težko bi vam napisal, težko bi napisal knjigo, kaj orgazem je. Sam po sebi, tak, ki ga poznamo. Ta navaden orgazem, ne kozmični orgazem.
Že ta navaden orgazem ne moreš opisati, ker ga moraš džabete, da vse to prebereš, kako se pretaka energija, kaj bla 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 bla, če pa nimaš lastne izkušnje. Ko pa imaš lastno izkušnjo, pa ne rabiš nobene knjige več o orgazmu. Se zastopim. No, to je zdaj malo, da povežem to lastno izkušnjo, izobraževanje in pa kozmični orgazem. Mravljinčke ste najverjetneje že vsi občutili. Dobra glasba, dober spomin, tak parfum, ona situacija, hudo, jaz recimo zdaj imam mravljinčke. Ker jaz sem se naučil to prožati načrtno in to treniram. Pa tudi sem vas že uspodbudil, dajte mičkam dati pozornosti mravljinčkom. Pazi zdaj, kadar nam stvari odgovarjajo, takrat se nam naredi kurja koža, naježi se nam koža. Občutek je prečudovit. Ne? Predvsem tudi, zakaj se je naježilo. Še tisto občutek je čudovit. Kadar se prepustimo naši lastni biti v popolnosti, takrat pa ti mravljinčki grejo malo globje. Jaz jih lahko opišem, kot da bi vsaka celica migetljala. To sem že razlagal. Kot da bi vsaka celica migetljala in je občutek fenomenalen, mnogo boljši od samo naježene kože. Jaz ne rabim zato nobenega uspodbujevalca, torej glasbe, misli, nič ne rabim. Ker lahko zavestno rečem zdaj pa celice, dajmo se mravljinčiti in mene na mravljinčijo, jaz se to tako odločim. Seveda ni efekt isti, kot takrat, kadar pride milost, spoznanje, preberem, kaj je namenjeno meni, ali pa vidim, kaj prožim, in me takrat oblije malo bolj. Ampak, kadar mi čutimo notranje celičke, da migetljajo, to pomeni, da se leva pa desna možganska hemisfera združi v tej, bom rekel, spirali prek hrbtenjače gor. To ni kača ta zavita, ne? Medicinska. To je podobno tako, kot DNK vijačnica. Se one dve plezata in je vezano na kundalini, zdaj bom rekel, ta vijačnica, ne? To bi mogel človek vsak trenirati, zaradi tega, ker to je naše stanje, osnovno. In kozmični orgazm se reče temu stanju, ko se spojita leva in desna možganska hemisfera. In mi imamo ability, možnost, da to stanje vzdržujemo non-stop. Kakšen blagoslov neba. Kakšno dobroto imamo v sebi. Uničeno, potlačeno, stisnjeno, o tem se pač ne govori. Seveda ne. Govori se o tem, da je treba delati pa davke, pa prispevke, pa tam je bila nesreča, pa tam je stavka, pa tam so nas ukradli, pa tam je nevarno. Materim ga nabijem. Mi moramo govoriti o stvarih, ki so naše. In to je. Kozmični orgazem je naš in se ga da strenirati in dajte pozornost temu. Ne dajati pozornosti temu, kako je treba LGBT, opozarjati starše, da je LGBT v šolah, Vse bo padlo, s šolo, zdravstvom, vse se bo razpadlo in EBS je tista prelomna točka, torej Emergency Broadcast System, oziroma v slovenščini, ker se še ljudje pritožujejo, celo precej agresivno nekateri, da zakaj pa ne v slovenščini. Pizda, toliko smo znanja pretransformirali z angleščine v slovenščino, pa nisem prevajalc po izobrazbi, pa sem prevedel mnogo tekstov, ki sem jih prebral v angleščini, pa vam jih povem v slovenščini, ali pa sem jih dobesedno prevedel, ali pa sem jih prevedel s svojimi besedami, pač potrudim se po najboljših močeh. Zato, ker smatram, da moramo vedeti, da moramo razumeti
In mi gre toliko na živce, ko nekdo reče, kaj je slovenski jezik, ne poznamo, pizda te pol na gobec pritisnil, koliko sem vložil jaz, ne. Po drugi strani pa tehnologija pa ne znaš nucati, jaz imam tudi Google prevajalnik, ne, saj nisem najbolj brihten. Tu sem že večkrat rekel, kdor hoče vedeti, se bo že naučil, kdor hoče težiti in iskati dlako v jajcu, bo fokusiran na dlako v jajcu, ne na široko znanje. Jaz tudi film gledam v angleščini, pa ne razumem čisto vsake besede. Pa kaj, bistvo pa le ujamem. Včasih poslušam tudi kakšno pesem kitajsko, ne, pa urugvajsko, ne razumem nič, ampak bistvo pa ujamem, ne, melodijo pa ujamem. Tako da dajmo stvari široko gledati in ne profesionalno, ozko usmerjeno, tudi te naše službe strokovne, ne, državne. To je bilo vse, vsak sam svoje, da ne bi slučajno kaj širine dojel. In naš point je dojeti širino, široko pogledati. Saj ne rabimo vsega zastopati v nulo. Saj Kekec tudi ni bil guru motoroznanstva, ne? Ampak najverjetneje je znal narediti in lok, in avionček, in ladico, in vse, kar je pač to rabo. Je močna svetloba, ani? Vse je prav. Družba, smo na pragu. In ne se ustrašiti česarkoli, ali bodo tulile sirene, ali ne bodo tulile sirene. Vse to je v dobro nas. Tako kot se življenje samo dogaja za nas in skozi nas, in dajmo ga živeti. Ne moreš ti v nekih mislih študirati, kako ti je slabo, medtem pa tebi življenje stoji, ne funkcionira. Ne? Če funkcioniraš in ujameš trenutek tukaj in zdaj, je to največ, kar si lahko naredil. Jaz verjamem, da se mnogi še ukvarjate s poškodbami lastnih teles, ki so vam bila poškodovana skozi medicino, čas, hrano, kakorkoli. Blagor tistim, ki smo uspeli se izogniti zlobni medicini. Vsem želim vse dobro. Vsem želim zdravja, telesnega, predvsem pa mentalnega. Da so tle noter stvari razčiščene, da pridemo do bistva, da je bistvo očem nevidno in da smo tle noter, da znamo prisluhniti, kaj so naše želje. Naprimer, moja želja je sedeti tlele, ko bom nehal snemati še 1 uro, popiti kavo v miru in si zapisati kakšno misel, ko bo preletela. Lucy bo takole zraven sedela, veš, tukaj zdajle, ona sedi in tudi ona zre v sonce. V sonce bom zrl, pa bom goltal D-vitamin, da mi preleti v pinalno žlezo. Nujno potrebno. Po dolgi zimi, kjer smo imeli sonca malo, je to blagoslov. Nisem krščen, ampak to, kar razlagam, nima veze z nobeno religijo. In blagoslovljeni smo, da smo tukaj v tem času in tako smo se odločili, preden smo prišli dol, da bomo pomagali temu človeštvu, da se zbudi. Zavedajte se, gromozansko velik procent ljudi je z glavo v pesku, ker zaglajzali so, sprejeli so napačne odločitve v preteklosti in zdaj ne vejo, kako bi se bo Satan kaznoval, mafija te kaznuje, če greš kar ven, in enako so oni vpeti in se delajo neumne. In nimajo širine znanja, ker so bili fokusirani na igro, prevare. Še enkrat, vsem želim vse dobro in želim vsakmu, da sprejme pri sebi, zajebal sem napačno odločitev, ni nič narobe. To ni smrtni greh, napačno odločitev. Napačno greh je vedeti, da delaš narobe in to delati še naprej. Bodite pozorni, narcisi in sistem je prepoznan kot čarovniški trik. Ne dela več enkrat, ki ga prepoznaš, pa ni več čarovniški trik, nego je pač sam trik, ne. Ni več čarovnija. Mi gremo iz čarovnije v magic. Magic, kjer bomo čutili vse celice, kako vibrirajo, kjer bomo v popolnem miru in blagostanju, kjer ne bomo se ukvarjali s poleni pod nogami, kjer se ne bomo ukvarjali z davki, kjer se ne bomo ukvarjali s krajo, lažjo, prevaro in manipulacijo. Tja gremo. To je naš novi svet in vsak bo izbral, ali bo del njega ali ne. Gremo pa naprej izključno čisti, lepa mi je beseda, plemenski, plemeniti, flame, ognjeviti,
pleme je tudi plamen, ne? Lahko. In imamo noter ne samo iskro, ampak plamen, ki gori in žari in naj zagori kot kres. Dajte zakuriti kakšen ogenj. Jaz ga vsakeč, ko sem v naravi, pa danes ga ne bom, ker je ipak jutro, pa nisem prišel taboriti, ampak sem prišel narediti sam video. In super je, tudi von po dimu je krasen. In nasekerite se, vse nam je prepovedano, ampak ne smemo ubogati gnilih sistemskih pravil, ker naša pravila so nepisana in so tle noter in jih ne rabimo nikamor napisati. Se zastopimo, kamoli v kamenu klesati 10 božjih zapovedi. Jaz ne ubijam in ne kradem in ne lažem, pač ne želim si žene drugega in tako dalje. Kontemplirajte, ne? Radi se imejte, ljubite sebe in druge, sovražnike imate zelo blizu, prepoznajte jih, vsi jih imamo. Vsi jih imamo, ki nas sovražijo, vendar nimajo moči. Ne rabimo se jih pa prav nič bati, ker so brezjajčniki, ker so v sebi majhni otroci, zavedajo se, da so fejst zajebali, so prestrašeni, prevzela jih je temačnost oziroma strah in temačnost je nič drugega kot pomanjkanje ljubezni. In če kaj moramo temu svetu dati, je kaj? Ja, one love. One heart. Tako da dajmo od sebe, predvsem najprej v sebi začutiti, pa pol tudi se samo širi, se ne rabi biti človek diplomiran ali pa ne vem kako močno izobražen, da to dojame. Ne? Vsaka živalica to razume in vsaka cvetlica. Opazujte naravo, kako funkcionira, kako se prebuja, živi za tukaj in zdaj, rožica natekmuje, katera je lepša, katera je večja. Vse sam so in tudi za nas je dovolj, da samo smo pristni, iskreni, čisti, radoživi in zvedavi. Bodite taki, uživajte. Čau.